Tomaž Razingar, sedaj smo dobesedno tik pred začetkom vsega tega, kar nas čaka oziroma vas čaka v naslednjih 12 dneh, 7 tekem, lahko bi rekli 11 dneh. Prvi trening tudi opravljen tu na Švedskem. Nekateri od fantov so rekli, da so pričakovali boljši let, glede na to, da smo v deželi, kjer se igra vrhunski hokej. Kaj bi rekli, kakšni so vaši vtisi? Vas takrat na tistem prvem prvenstvu tu na Švedskem ni bilo poleg. Torej, druga izkušnja na Švedskem, primerjava Göteborga in sedanje Švedske. Danes je dolg dan za nami, tudi mnoge so bili zaradi tega malo drugačne. Let mogoče zaradi tega ni bil tisti tak, ki bi pač moral biti, ampak se bo, če lahko rečemo, laufal s treningi in tekmami. Tako da mislim, da bo za vse enak. Lepo je, da se prvenstvo bliža. Dolge priprave so za veliko večino, ker zmeraj ni najboljš, ampak drugače enostavno ni šlo. Štart, kot sem že velikokrat rekel, bo izredno pomemben. Norveška na papirju močnejša, dvakrat v četrtfinalu v zadnjih 5 letih. Tako da gre za hokejsko deželo, ki se vzpenja, ki ima svoje ime in bomo storili vse, da dobro štartamo v soboto zjutraj. Te dolge priprave potem smo nekako specifični, kajti doma nimamo pravega tekmovanja, denimo brata Rodman pa še danes nista tu. Enostavno je potrebno držati to formo vseh fantov, ki so bili v igri, da nastopijo tu, čeprav smo v največji meri vedeli, da bo Vojens ekipa tudi tu nastopila. Ja, težko je tako za igralce, ki so zgodaj izpadali, prav tako zdaj za Marcela in Davida, ki sta igrala še 2 dni nazaj. Prav gotovo, da sta utrujena, zelo lepo, da sta zmagala, kajti ko zmagaš, pozabiš na utrujenost, ampak tudi ostale reprezentance dobivajo te igralce. Je pa dejstvo, da pač naša baza je bistveno manjša. Tako da po drugi strani je pa tudi težko za trenerje držati skupaj ekipo 6 tednov in tudi oni nimajo lahkega dela. In če pogledamo, 6-krat doslej smo bili poleg, 2-krat smo celo obstali in prvič na Švedskem se nam je to uresničilo. Ko pa pogledaš takole naokrog, pa kar precej asov svetovnega hokeja, čeprav tisti najboljši so še v NHL. Ja, pač neka realnost Slovenije do zadnjih let je bila, da si se uspel uvrstiti, naslednje let, da si pač izpadel. Zdaj dela se v tej smeri reprezentančni hokej je, lahko rečemo, v vzponu. Ta generacija, ki zdaj tukaj je dosegla odmeven rezultat februarja in storili bomo vse, da bo sezona v zimskih športih uspešna. Imel sem priložnost se na Slovaškem v petek pogovarjati s kapetanom Belorusije. Še vedno je zatrjeval, da je njihova edina napaka proti vam bila v Vojensu, da so vas popolnoma podcenjevali. Sam sem prepričan, da Norvežani niti pomislijo ne na to, da bi podcenjevali olimpijskega udeleženca. Ja, pač prvo gotovo, da majhno so nas podcenjevali, ampak v profesionalnem športu si tega danes ne moreš več privoščiti. Jaz mislim, da vsako tekmo greš, se pripraviš in ampak enostavno stvari so se na Danskem poklopile. Tisti teden je bil drugačen, storili smo vse, bo pa zdaj 2-krat težje. Kajti ne bojo samo 3 nasprotniki na najvišji ravni, ampak jih bo kar 7. Tako da ta turnir, to svetovno prvenstvo je, jaz mislim, da 2-krat težje kot pa te kvalifikacije za olimpijske igre. Hvala lepa in srečno. Hvala.